Lep pozdrav, hvala lepa za povabilo. Zelo sem vesel, da se lahko udeležim tega srečanja, ker mislim, da so to zelo pomembna vprašanja. S tem, da se področje, ki ga bom jaz danes odprl, mislim, da se o tem premalo govori, da se premalo upošteva tudi razlike med spoloma, tako v raziskavah kot v vsakdanjem življenju, in bom na koncu predavanja bomo prišli do teh pomembnih razlik, ki mislim, da so premalo poudarjene. Zdaj, pri svojem raziskovalnem delu se ukvarjamo z proučevanjem spolnih razlik v možganih, tako da bom večji del predavanja govoril o tem, ali so možgani dejansko različni med spoloma. Ko se rodimo, smo na prvi pogled precej podobni. Če ne pogledamo spolnih organov, bi težko rekli, ali je tole fantek ali punčka. Kaj mislite, je to fantek ali punčka? Ja, tako je ponavadi odgovor. Je moja hčerka, ki ima pa, zdaj že precej večja, ima pa modre hlačke, ker v ljubljanski porodnišnici so imeli takrat vsi dojenčki modre hlačke. Kasneje, v času pubertete, pa se spola pod vplivom hormonov začneta razvijati različno, tako da v odraslem življenju lahko enostavno rečemo, nekdo je moški, nekdo ženska. Vse razlike izvirajo iz teh dveh kromosomov, X in pa Y kromosoma. Ženske imate v svojih celicah dva X kromosoma, moški pa samo en X kromosom in en majhen krmežljav Y kromosom, ki je prvotno izviral iz X kromosoma, vendar pa počasi propada, ker se ne more popravljati po vzorcu X kromosoma, ker so se geni tako spremenili. Vendar tudi to, ker včasih zasledimo v medijih, da bo Y kromosom izginil in da bomo moški izginili, to ni res, narava bo našla pot. Dejansko obstojajo nekatere dve vrste glodavcev, pri katerih je Y kromosom že izginil, pa imajo še vseeno fantke in punčke. Vloga genov je relativno majhna pri razvoju spola. Dejansko je en gen na Y kromosomu, imenovan SRY, ki sproži celotno kaskado razvoja spolne žleze, moda. To pa potem s svojimi izločki, s hormoni odreja celoten razvoj moškega fenotipa, tako notranjih in zunanjih moških spolnih organov, kot tudi v času pubertete sekundarne spolne znake, brada, Adamovo jabolko, globok glas in podobno, tako da dobimo moški fenotip, s tem, da v tem primeru je bilo verjetno treba dodajati še zunanji testosteron, notranji verjetno ni bil dovolj za tak fenotip. Jajčniki, če ni gena SRY, je nekako normalna pot razvoja pot ženskega fenotipa. Jajčniki se razvijajo, seveda so geni, ki urejajo razvoj jajčnikov, vendar če ni prisotnega gena SRY in kromosoma Y, se gonada vedno razvija v smer jajčnika, tudi če niso prisotni hormoni, se spolni organi pri dojenčku razvijajo kot ženski. Če ni spolnih hormonov, potem v puberteti se ne pojavijo sekundarni spolni znaki, ampak do pubertete se pa tudi recimo osebki, ki imajo kromosoma X in Y, pa ta gen SRY ne deluje pri njih zaradi genske mutacije, razvijajo kot povsem normalno izgledajoče ženske. V puberteti pa se tudi jajčniki aktivirajo, ko začnejo ciklirati, začnejo proizvajati ženske spolne hormone, estrogene, ne estrogen, kot se pogosto uporablja, estrogeni so skupina hormonov, in ti potem poskrbijo za ženski fenotip. Hormoni se iz spolnih žlez izločajo v kri in po krvi seveda potujejo po celotnem telesu. Danes vemo, da se nahajajo receptorji za hormone spolne tudi v možganih, v precej velikih količinah, v številnih delih možganov, tako da ti hormoni vplivajo tudi na možgane. In raziskave v preteklih 60 letih, pred 60 leti je bila narejena prva takšna raziskava pri poskusnih živalih, ki je pokazala, da lahko spolni hormoni trajno spremenijo možgane. Smo ugotovili, da dejansko spolni hormoni vplivajo na razvoj možganov, tako v času pred rojstvom, po rojstvu, vplivajo pa tudi na delovanje možganov močno v odraslem življenju. Tega bom spustil, ker je preveč podrobno glede časa. Tako da spolni hormoni delujejo v različnih obdobjih, s tem, da v času fetalnega razvoja, razvoja v zarodku, večinoma delujejo, kot rečemo, imajo organizacijski vpliv. Kaj to pomeni? V tem času predvsem spreminjajo strukturo možganov v smer moškega ali ženskega spola. V času pubertete imajo tako organizacijski kot aktivacijski vpliv. Aktivacijski vpliv pa pomeni ne, da spremenijo spolni hormoni strukturo možganov, ampak da vplivajo na neko delovanje možganov. In ta vloga je pa predvsem v odraslem življenju, ko spolni hormoni predvsem vplivajo na aktivacijo določenih delov v možganih.
Pri tem je treba pa še poudariti to, da organizacijski vplivi, ko se spreminjajo strukture možganov, ni nujno, da te spremembe v strukturi vodijo v različnost. Dejansko se je izkazalo, da nekatere spremembe v strukturi so namenjene temu, da je naše obnašanje bolj podobno. Zato, ker smo v osnovi različni, ker ima vsaka naša celica različne kromosome, različne gene, so nekatere strukturne spremembe namenjene temu, da bi bilo naše obnašanje bolj podobno. Niso nujno. Ene so zato, da se tudi drugače obnašamo, ene so pa zato, da se bolj podobno obnašamo. In to je tudi treba vedeti pri proučevanju razlik v možganih. Je pa pri teh raziskavah še en velik problem. Ko govorimo o spolih, običajno govorimo o spolnem dimorfizmu. Če pogledamo navzven ali pa če pogledamo obliko spolnih organov, lahko takoj rečemo, nekdo je moški, nekdo je ženska. Recimo tale gospod, vsi rečemo takoj, da je moški, tole je ženska. V nekaterih primerih je to malo težje. No, pri možganih je pa situacija malo bolj zapletena in tam ne govorimo o spolnem dimorfizmu, ampak o spolnem alomorfizmu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je neka lastnost ali pa tudi strukturna razlika v možganih, da se pojavlja pri obeh spolih na nekem dokaj velikem razponu. Če imamo neko skupino celic v možganih, lahko ugotovimo, da je pri moških recimo velika od 10 do 50 celic, pri ženskah od 50 do 100 celic, vendar to ne pomeni absolutno. Imamo lahko žensko, ki ima 49 celic, pa je povsem normalna ženska, moškega, ki ima 51 celic, pa je povsem normalni moški in če pogledamo pa dovolj velik vzorec, bomo pa ugotovili, da večina moških bo na eni strani, večina žensk na drugi, niso pa te razlike večinoma čisto tako absolutne. Tako da recimo, če bi dobili možgane, da bi jih pogledali pod mikroskopom, neke skupine celic, če bomo dobili tiste na ekstremni strani, se pravi enega z 10 celicami in enega z 100 celicami, bomo lahko rekli zanesljivo, to so moški možgani, to so ženski. Če bomo dobili pa take, ki imajo 50, pa tega ne bomo mogli reči. In to tudi ne pomeni, da je nekdo bolj ali manj moški ali bolj ali manj ženska, tudi tisti na sredi na presečni množici so po drugih karakteristikah povsem normalni moški ali ženske. Tako da to otežuje raziskave. Dejansko to ni samo za strukturne razlike, ampak je enako res tudi za vedenjske razlike. Recimo ena taka znana razlika je prostorska orientacija, kjer je večina moških boljša, vendar imamo tudi ženske, ki imajo zelo dobro prostorsko orientacijo, imamo moške, ki imajo zelo slabe, ampak če bomo pogledali 1000 moških in 1000 žensk, bomo pa ugotovili, da v povprečju so moški v tej lastnosti boljši. Seveda je veliko raziskav, ali so te razlike dejansko prisotne tudi pri ljudeh, veliko je debat, tudi nekako malo nasprotovanj med psihologi pa nevroznanstveniki. Večina raziskav, ki so proučevali razvoj spolnih razlik, je seveda narejena pri poskusnih živalih, ker pri ljudeh to težko proučujemo, vendar pa imamo nekaj primerov, tudi, ki dokaj trdno dokazujejo, da so razlike v možganih prisotne tudi pri ljudeh. En tak zelo znan primer je tale primer ene osebe. To je bil fant, ki je bil rojen kot Bruce Reimer v Kanadi v začetku 60. let, ko so ravno potekale razprave o tem, ali je spol biološko determiniran ali ne. Tega fantka, Brucea Reimerja, so na ugledni bolnici John Hopkins operirali na spolnem udu in kirurgi so malo preveč pogumno zarezali in so mu odstranili precejšen del spolnega uda. In v tem času so potekale ravno razprave, ali je to pomembno ali ne. Na John Hopkins univerzi je bil en doktor Mooney, ki je zelo zagovarjal, da pri ljudeh ne poteka spolna diferenciacija možganov in je prepričal starše, naj za plastično operacijo tega fantka spremenijo popolnoma v punčko in potem s hormonskimi terapijami ga bodo vzgajali, da bo postal povsem normalna punčka. No, izkazalo se je, da zadeva ni bila tako enostavna, že zelo majhen se je ta zdaj punčka Brenda Reimer rajše igrala z fantovskimi igračami, bolj če se je počutila v fantovski družbi, hotela je lulati stoje, oblačiti fantovske obleke. Zadeva šla tako daleč, že pri 14 letih je zagrozila samomorom staršem, če ne bojo pustili, da se bo obnašala kot fant, in takrat so se starši odločili, da je pač dovolj eksperimenta, so povedali, kaj se je zgodilo pri 6 mesecih življenja in ta oseba je potem kasneje spremenil nazaj spol v moškega, je pa pred par leti umrl, naredil samomor, je imel dolgo zgodovino depresivne motnje, verjetno tudi povezano z tem. To je seveda samo en primer, iz katerega ne moremo izvajati zaključkov, so pa nekatere genetske motnje, ko pride do napačnega izločanja hormonov v času fetalnega razvoja in tudi te raziskave so pokazale, da dejansko so razlike tudi v človeških možganih.
Kje se nahajajo najbolj znane razlike? Seveda pričakovano so v tistih delih, ki urejajo avtonomna obnašanja, vključno z spolnim nagonom, to sta hipotalamus, spolno dimorfno jedro v hipotalamusu in pa predoptično področje. Razlike so opisane v mandlju, amigdali, to je območje, ki ureja čustvene odzive, strah, veselje in podobno. Tukaj so razlike v velikosti med spoloma. Sam načeloma ne maram stereotipov, vendar tukaj broka območje, ki je odgovorno za jezik, za jezikovne spretnosti, je dejansko večje pri ženskah. Tudi raziskave so pokazale, da ženske imate splošno večji besedni zaklad uporabljate, kar absolutno ni nujno slabo, da ne bo kdo tega tako razumel. Razlike so v hipokampusu, ki so verjetno povezane z razlikami v prostorski orientaciji, kar je ena od dveh nalog hipokampusa, druga je v spominu, pri čemer ne bi bilo razlik med spoloma, tako da te razlike so verjetno povezane z tem delom hipokampusa glede prostorske orientacije. V možganskem prečniku glede povezav ni bilo, včasih je veljalo, da je večji, vendar so kasnejše raziskave pokazale, da ne bi bilo razlik. Je bila pa ena raziskava pred par leti, ki je pokazala, da ne bi dejansko število povezav v možganih ne bi bilo nasplošno približno podobno med moškimi in ženskami. Da pa so pri moških bolj številne in aktivne povezave znotraj posamezne hemisfere, pri ženskah pa je več povezav med obima polovicama. Kaj točno to pomeni, zaenkrat ne znamo razložiti, da je tista stroga delitev, ko eni pravijo, da je leva polovica matematična, desna umetniška, to je malo tako poljudno, nevroznanstveno, to ni čisto pravilno, tako da kaj točno te razlike v povezavi težko točno rečemo. Nekako strukturne razlike v možganih vplivajo na vedenje. Če se ustavimo najprej pri otrocih, tudi tukaj je vedno debata med družboslovci in naravoslovci, ali so to biološke razlike ali so to biološke razlike. Splošno vsi vemo, da imajo fantki rajši žoge, kolesa, kocke, avtomobilčke, se rajši igrajo, deklice, barvice, kuhane sestavljanke, punčke, nekako vsi pa imajo radi knjige, plastelin, knjige, če jih usmerimo v to, danes vedno manj, žal, telefoni, daljinski upravljavci, pa kopanje po zemlji, kar je tudi zelo koristna zadeva tudi za krepitev imunskega sistema. Seveda je tukaj zelo težko opredeljevati, ali je nekaj biološko ali je nekaj kulturološko, nezavedno se za svojimi otroci malo drugače pogovarjamo, malo drugače do njih, sam imam doma fanta in punco, vem, da tudi če misliš, da ne delaš razlik med spoloma, jih delaš. Kar je meni zanimivo, je tale filmček, to je rezultat ene raziskave oziroma dveh zelo podobnih raziskav, ena je bila naredena v Londonu, ena v Atlanti v Georgiji, pri dveh vrstah opic, ko so gledali, kako se opičji mladički igrajo z igračami. Tole je fantek, ki se je takole igral. Je delal filmček. S temle vozičkom. Potem so mu dali enega tazga pliškota, opičko se je takole razmetaval, ni vedel, kaj bi z njim počel. No, to je pa njegova sestrica, ki je pa takole pestovala tega mladička. S tem, da to ni trajalo zelo dolgo, ko se tam ni odzival, ga je potem tudi raztrgala, ker je zanimalo, kaj je noter. Ampak ni se pa punčka, ni pa na filmčku punčke z vozičkom, zato ker voziček je pa sploh ni zanimal in se ni hotela z njim igrati. To je pa je spet malo stereotipično, ampak če kaže pri opicah, da gre za eno tako razliko, pa mogoče kaže na to tudi, da je nekaj biološkega v tem, zakaj se otroci različno igrajo, zakaj imajo raje različne igračke. Pri ljudeh razlike, rekli smo že prostorska orientacija, tridimenzionalna vizualizacija, tu so večinoma moški boljši, ampak pri vseh teh je treba imeti v mislih to, kot sem prej rekel, ta alomorfizem, ne pomeni to absolutne razlike. In seveda pri več moških se pojavlja agresivnost, asertivnost. In pa ta zadnja je zelo pomembna, ko govorimo o razliki v pričakovani življenjski dobi. Tukaj imamo pogosto tudi razgrešene predstave. Vemo, da ženske živite v povprečju nekje 8 let dlje kot moški, ampak to je pričakovana življenjska doba ob rojstvu. Če pogledamo pričakovano življenjsko dobo pri 65 letih, se ta razlika zmanjša nekje na 3 leta samo še. Tako da večina teh razlik v pričakovani življenjski dobi je v tem, da nas veliko več moških umre v mladih letih zaradi raznih nevarnih stvari, ki jih počnemo, ker se bolj izpostavljamo nevarnosti, očitno nimamo tako močnega samoohranitvenega nagona.
Ženske ste boljše v izvajanju natančnih načrtovanih nalog, moški bomo prej obupali, če nekaj zapletenega, pa bomo šli na pivo. Jezikovne spretnosti, čustvene in umetniške izraznosti, pa medčloveški odnosi, empatija, razumevanje drugih ljudi. Sam primer take trodimenzionalne vizualizacije, tukaj ženske običajno so boljše v tem moški boljši v reševanju takih nalog. Zakaj pa je vse to sploh pomembno? Eno je pač razlike v delovanju možganov, to je tako bolj, lahko rečemo, tudi akademsko vprašanje, ki ima pa veliko bolj pomemben podstat. Namreč, če pogledamo duševne bolezni, se večina duševnih bolezni pojavlja različno pogosto med spoloma. Depresivna motnja, motnje hranjenja, napadi tesnobe, anksioznost so veliko pogostejši pri ženskah, avtizem in motnja pozornosti so veliko pogostejša pri moških, šizofrenija se sicer pojavlja enako pogosto pri obeh spolih, vendar pri moških običajno bolj zgodaj in z hujšimi simptomi. Spolne razlike so v pojavnosti Parkinsonove in Alzheimerjeve bolezni, tako da zelo veliko bolezni, ki prizadenejo centralni živčni sistem, se kaže v različni pojavnosti med spoloma, kar verjetno kaže, da je tudi nastanek teh bolezni poteka po različnih mehanizmih. In če bi našli, zakaj to poteka različno, bomo v prihodnosti verjetno lahko takšne bolezni tudi bolj usmerjeno, boljše zdravili. Ne pomeni pa seveda to, da so eni možgani boljši kot drugi. Razlike pa niso samo v možganih, razlike, kot so raziskave v zadnjih 10-20 letih pokazale, so v številnih delih naših teles. Številne bolezni se pojavljajo različno pogosto med spoloma, razlike so v celjenju ran, razlike so v delovanju imunskega sistema, kar je verjetno povezano tudi z trenutno situacijo, ko za koronavirusom boleva več moških, nekje od 65 do 70% obolelih naj bi bili moški. Razlike so v pojavnosti srčno-žilnih obolenj, in ne samo to, razlike so tudi v simptomih srčnega infarkta. In zaradi tega, kar bom malo kasneje prišel, ko govorimo o enakosti, enakopravnosti, ker mislim, da je problem, ko govorimo včasih o enakosti, je infarkt bolj nevaren za ženske, zato ker je pogosto prepozno diagnosticiran. Namreč zdravniki so navajeni, da gledajo moške simptome in ne opazijo ženskih simptomov, ker dejansko so simptomi zelo različni in to je velik problem v medicini, pa še številne druge. Podobno recimo jetra delujejo različno med spoloma. Kaj to pomeni? Jetra razstrupljajo vse snovi, ki prihajajo v telo. Kot tujki smatrajo jetra tudi zdravila in zaradi tega zdravila, za kar nekaj zdravil je bilo že pokazanih, dejansko lahko delujejo različno med spoloma. Ameriška agencija za zdravila je to pred 2 letoma prvič uradno priznala, ko so za zdravilo za nespečnost Zolpidem izdali navodila, da morajo ženske jemati nižje doze kot moški, in skazalo se je, da se zdravilo pri ženskah slabše predstavlja, ostaja dalj časa v telesu in z prevelikimi odmerki tega zdravila povezujejo nekatere prometne nesreče, tudi smrtnim izidom, ko so bile ženske zjutraj še zaspane zaradi tega zdravila, ker so jemale dozo, ki je bila prirejena za moški organizem. Smo enakovredni, moramo biti enakopravni, nismo pa enaki, biološko nismo enaki. In to mislim, da se prevelikrat zanemarja in da tukaj, ko poudarjamo enakost, imate pa ženske, dostikrat potegnete kratko. Namreč kaj se zgodi, ko govorimo o enem enakem človeku? Kdo je tisti enak človek? Običajno je to 180 cm visok, 80 kg težek moški. In vse stvari so. In tukaj gremo do takih banalnih stvari, kot so recimo varnostni pasovi v avtomobilih. Do 10 let nazaj so bile vse lutke, ki se te crash test dummies, ki testirajo, narejene po tem vzorcu enega moškega. In zaradi tega so bili varnostni pasovi dejansko nevarni za ženske. Danes imamo zaradi tega, ker se je pač to ugotovilo, te pristrani višino lahko reguliramo pasu, včasih tega ni bilo, ker so bili testirani samo na tem enakem moškem. Podobno je pri zdravilih, znanstveniki se izogibajo ženskam in pa samicam pri poskusnih živalih zaradi malo bolj komplicirane situacije s hormoni spolnega cikla, ko se hormoni spreminjajo znotraj telesa. Pri moškem je ves čas prisoten testosteron, sicer nekaj tudi fluktuira, ampak ne tako pomembno. Pri ženskah se znotraj cikla spreminjajo in zaradi tega so bile v preteklosti večina raziskav že na poskusnih živalih narejena samo na samcih. Danes se to počasi spreminja, številne revije danes že zahtevajo, da moraš nujno narediti raziskave na obeh spolih, če je samo na enem spolu, moraš zelo dobro obrazložiti, zakaj, tako da gre počasi naprej, še vedno pa premalo, še vedno pa preveč gledamo na to enakost. Tako da
Moje sporočilo je, in da se včasih imamo kakšne debate z družboslovci, se s tem ne strinjamo, jaz pravim, da, kot sem rekel, smo enakovredni, moramo biti enakopravni, nismo pa enaki in to, ko trdimo, da smo enaki, včasih predvsem ženskam škoduje bolj kot moškim. Hvala lepa.